Edini način, da zaustavimo norost te vlade, bodo očitno postali referendumi. Želeli so prepovedati kurjenje na drva in pa na plin in šele napoved referenduma je vladajoče tudi streznila. In očitno se bo moralo enako zgoditi tudi pri zakonu o uresničevanju kulturnih pravic narodov nekdanje Jugoslavije v naši državi. Nova Slovenija si je ves čas prizadevala za boljšo integracijo tujcev, narediti poskušamo vse, da se tujcem, ki pridejo v Slovenijo delati, pomaga, da se jim olajša vstop v delo in pa tudi življenje pri nas, da se lahko naučijo jezika in da postanejo tudi del skupnosti. Ta predlog zakona pa počne ravno nasprotno. Kot vse kaže, bo v naslednjem tednu v Državnem zboru sprejet zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. Gre za državljane Srbije, Hrvaške, Bosne, Albanije, Črne gore in pa Makedonije, ki živijo pri nas. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora opozarja, da je zakon v neskladju oziroma v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Slovenska ustava zagotavlja posebno varstvo in pa pravice avtohtone italijanske in pa madžarske skupnosti ter posebne pravice romskih skupnosti. Zakonodajno-pravna služba pa opozarja, da za zakonsko urejanje posebnih pravic drugih narodnih skupnosti v naši ustavi zakonske podlage enostavno ni. Vsem manjšinam, etičnim skupnostim in pa priseljencem Ustava Republike Slovenije že sedaj zagotavlja enakost pred zakonom, pravico do izražanja narodne pripadnosti ter pravico do uporabe svojega jezika in pisave. Sprašujem se, ali ni to dovolj. Prav tako Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti že sedaj na podlagi razpisa financira kulturne projekte manjšinskih etičnih skupnosti priseljencev v Republiki Sloveniji in na ta razpis se lahko že sedaj prijavijo tako projekti narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije, kot tudi vseh ostalih narodnih skupnosti. V Novi Sloveniji se sprašujemo, zakaj posebna privilegirana obravnava narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije, zakaj je potreben poseben razpis in zakaj so potrebna še dodatna sredstva. Gre za ustavno spornost in pa tudi diskriminacijo ostalih narodnih skupnosti, ki živijo v Sloveniji in se na ta razpis enostavno ne bojo mogli prijaviti. V Novi Sloveniji enostavno ne moremo verjeti in smo zgroženi, da je koalicija sprejela tak zakon, ki je tako močno v nasprotju z interesi Republike Slovenije in pa tudi njenimi državljani. Zakon predvideva, da bo moralo Ministrstvo za šolstvo v osnovnih in pa srednjih šolah za otroke pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ omogočati brezplačno učenje njihovega maternega jezika in kulture v osnovnih in pa srednjih šolah. Torej se bodo v slovenskih šolah albanski otroci učili albansko, srbski otroci srbsko, bosanski bosansko in tako naprej. Vsi pa vemo, da je to trenutno ogromen problem, da ti otroci ne znajo govoriti slovenskega jezika. Interes Republike Slovenije pa bi enostavno moral biti, da pomagamo tem ljudem tako, da se čim prej naučijo slovenskega jezika. Težko si predstavljam, da bi katera izmed držav nekdanje SFRJ na lastne stroške financirala učenje slovenščine za slovenske otroke, ki živijo v drugih republikah. Prav to pa je želja naše koalicije, koalicijskih strank. Narobe svet, bom rekel. Zakon predvideva še poseben javni razpis za projekte narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije in seveda za njihove nevladne organizacije, verjetno pa bo kmalu zraven še kakšna naša druga nevladna organizacija. Znanje slovenskega jezika v osnovnih in pa srednjih šolah je zelo resen problem. Številni otroci, predvsem iz Kosova in pa iz Albanije, v šolah ne znajo slovensko. Izvedba pouka je zelo otežena, standard znanja pada, tem otrokom pa se dogaja zelo velika krivica, ker jim država ne omogoči, da bi se pred vključitvijo v šolo lahko naučili slovenskega jezika. In na to opozarjajo številni učitelji, ravnatelji, župani, starši in tako dalje. Nova Slovenija je zato že dvakrat vložila spremembo zakona v osnovni šoli, da bi uvedli posebne pripravljalnice, namenjene intenzivnemu učenju slovenskega jezika in pa spoznavanju slovenske kulture. Kljub številnim pozivom iz terena, zaskrbljujoči situaciji na osnovnih in pa srednjih šolah, je vladajoča koalicija, ne boste verjeli, ta zakon zavrnila.
Še več, sedaj gredo v povsem drugo smer, povsem napačno smer. Namesto, da bi naredili vse, da bi se tujci naučili slovenskega jezika, slovenščine, vlada sedaj določa, da mora Ministrstvo za šolstvo v osnovnih in pa tudi srednjih šolah omogočiti brezplačno učenje njihovega maternega jezika. Po domače, namesto da bi se albanske, srbske in bosanske otroke spodbujalo, da se naučijo slovenščine, bomo organizirali tečaje za utrjevanje znanja njihovega maternega jezika. Narobe svet. Poleg tega vsem pripadnikom narodnih skupnosti omogočamo pravico do uporabe maternega jezika in pisave. Očitno se bodo morali učitelji, policisti in pa uradniki govoriti vse jezike nekdanje Jugoslavije, da se bodo lahko sploh sporazumevali oziroma upravljali službo. V Novi Sloveniji smo za zakon vložili več amandmajev, med drugim predlagamo, da se črtajo vsi členi zakona, ki niso skladni z Ustavo Republike Slovenije. Ministrstvo za šolstvo pa zavezujemo k izvedbi tečajev za učence in dijake, katerih materni jezik ni slovenščina. Prav tako zavezujemo Ministrstvo za notranje zadeve, da organizira dodatne tečaje učenja slovenščine in pa tudi spoznavanja slovenske kulture za odrasle. Če koalicija amandmajev Nove Slovenije ne bo v drugi obravnavi sprejela, bo v Novi Sloveniji vložili pobudo za posvetovalni referendum. Dejstvo je, da v Sloveniji prebiva vedno več tujcev in se sedaj moramo resno pogovoriti in odločiti, ali gremo v sistem, v smer propadlega multikulti sistema. To so naredili v Nemčiji, Franciji, na Švedskem in rezultate tega zgrešenega pristopa lahko gledamo zdaj na ulicah, v predmestih nemških, francoskih in pa švedskih mest in ta zakon prinaša točno to multikulti. V Novi Sloveniji pa smo prepričani, da moramo iti po poti integracije tujcev, da vsak tujec, ki pride živeti k nam, da se mora naučiti slovenskega jezika in pa sprejeti našo kulturo in običaje.